Do 27. marca, torej še dober teden dni, si lahko v knjižnici Medvode ogledate razstavo skupine ročnih del Društva upokojencev Medvode z naslovom Pomladna povezovanja. Gre za dela, ki so nastala od jeseni do spomladanskega prebujanja, od božično-novoletnih do velikonočnih praznikov. Zato so na ogled tako ustvarjene božične zvezde kot velikonočni zajčki. Skupina ročnih del v Društvu upokojencev Medvode deluje že več kot 3 desetletja. Vse od leta 2012 pa enkrat letno postavijo del svojih ročnih izdelkov na ogled tudi v medvoški knjižnici. Skupina za ročna dela je s svojim druženjem pod okriljem Društva upokojencev Medvode začela že pred več kot 35 leti. Sprva je šlo predvsem za pletenje, kvačkanje in vezenje. Zadnja leta, ko je skupina vodila prezgodaj preminula Majda Tratar, pa so tradiciji dodale še druga, kot pravijo, novodobna ročna dela. Skupina, ki je po novem skupina za ročna dela, ustvarjalne delavnice in slikanje, šteje 20 stalnih članic, ki se pri ustvarjanju družijo vsak torek med 16. in 18. uro. Že sicer, kot pravi ena od vodij skupine Lučka Đukić, je bistvo sodelovanja v skupini druženje in spodbujanje mentalnih sposobnosti. Da so torej skupina, ki s spretnostjo svojih rok ohranjajo tradicijo ročnih del in ustvarjajo nepozabne izdelke za domačo uporabo in dekoracijo svojih domov. Pletejo in kvačkajo v raznih vzorcih, ustvarjajo v različnih tehnikah, slikajo na različne podlage in enkrat letno, že od leta 2012 dalje, manjši del ustvarjenega predstavijo v medvoški knjižnici. Rdeča nit te naše predstave oziroma razstave je, tako kot rečemo vsako leto, izdelava otroških copatk za naše novorojenčke v občini Medvode. Vedno jih damo v sredino naše razstave, v center, tako da se ve, kaj je dejansko in vse se potem dogaja okrog teh copatk. Znate vi delati copatke ali ste bolj vešči kakšne druge veščine ročne? Znam delati copatke, znam delati puloverje, znam tudi risati, tudi ena moja slika je tam. Dejansko vse, samo ni časa, da bi se človek vsemu posvetil. Dragica Bartalanič sodi med tiste, ki copatke za novorojenčke ustvarja tako pri Društvu invalidov Ljubljana Šiška, kjer ti potujejo v porodnišnico Ljubljana, kot tudi v Društvu upokojencev Medvode. Naše copatke je bilo pa tudi krepko čez 150, 160 celo, ki grejo v zdravstveni dom, v patronažno službo. In vsaka mamica oziroma vsak dojenček pri prvem obisku babice dobi copatke s posvetilom, pa z lepo embalažo, tako da je res lepo. Danes izmed vseh razstavljenih predmetov je koliko vaših? Mojih? Ja, kar precej. Glede na to, da je bila v lanskem letu izjemoma razstava šele v mesecu oktobru, so imele ustvarjalke za razstavo z naslovom Pomladno povezovanje na voljo manj časa kot običajno. Vedno pa se česa novega naučijo. Recimo v letošnjem letu je naša Dragica šla na en tečaj in se je naučila izdelavo božične zvezde, ki smo jo potem z veseljem tudi vse ostale izdelovali. Mislili smo, da bo to samo 1 ali pa 2 torka, je pa to šlo kar 4 torke, ker je dosti zahtevna zadeva, veliko je bilo treba lepiti, veliko pozornosti, natančnosti, ampak smo izdelali, tako da lahko na razstavi vidite te božične zvezde, tako da je en praznik, ki je že bil, pa prazniki, ki prihajajo. Tokrat predstavljena dela so torej nastajala od jeseni do spomladanskega prebujanja, od božično-novoletnih do pričakovanja velikonočnih praznikov. Jaz sem recimo naučila naše punce božično zvezdico, pa smo jo vse delale. Potem rekli smo, da je nekako povezava novo leto, božič in da prihajamo v pomlad. Jaz sem naredila božično smrekco, potem imam zajčka lepega, boste videla. Potem iz storžev smo naredili vsaka svojo podobo, sliko. Vse, kar mi pride, ideja. In takrat jaz vse pustim. Prav mož, dragi, zdaj pa malo prekin.
Kaj delate od vsega najraje? Pletete, kvačkate, ustvarjate? Kaj je to? Jaz ustvarjam z rokami, samo to, mislim, to je moje največje. Pa vedno moram nekaj novega. Jaz ne moram recimo delati oziroma eno stvar 3 ure. Jaz moram prekiniti pa nekaj, ja, to je moje zadoščenje. Kot je ob tej priložnosti izpostavil dosedanji predsednik Društva upokojencev Medvode Jan Jakič, to ni le prikaz izdelkov, ampak odsev ustvarjalnosti, potrpežljivosti, spretnosti in bogatih življenjskih izkušenj članic društva. Ponosni smo, da lahko tudi v zrelejših letih ohranjamo ustvarjalni duh, se družimo, učimo drug od drugega in svoje znanje delimo z vami.